Spoštovane gledalke in dragi gledalci, lepo pozdravljeni v VTV magazinu, ki je naša osrednja informativna oddaja. Naša terenska ekipa je tokrat za vas pripravila naslednje prispevke. Regionalna razvojna agencija za Koroško je v sredo v Dravogradu organizirala novinarsko konferenco. Na njej so predstavili ključne aktivnosti, ki bodo zaznamovale zaključek leta in prihodnji razvoj regije. Na novinarski konferenci, ki je v sredo potekala v sejni sobi Regionalne razvojne agencije Koroške v Dravogradu, sta direktor Uroš Rozman in projektna vodja Ana Pisar-Čivčič predstavila dogajanje na prvem turističnem forumu Koroške, dnevu koroškega turizma, ki bo potekal v okolju dvorca Bukovje. Predvsem želimo pokazati, da Koroška regija lahko sodeluje, da samo na tak način bomo lahko turizem resnično dvignili in da smo en biser, ki je še neizkoriščen, ampak da ga skupnimi močmi lahko povzdignemo. In glede na to, da imamo strategijo pripravljeno in da smo začeli že izvajati prve ukrepe, je to eden izmed tistih ukrepov, ta priprava tega dogodka, da resnično nekako spodbudimo vse deležnike, občine, lokalne organizacije in pa ponudnike, da začnemo nekako skupaj bdeti nad tem, kako bomo razvijali to regijo v smislu turizma. Na dnevu koroškega turizma se bodo zvrstili številni gostje, tudi na razpravi ob okrogli mizi. Izbira gostov je zelo premišljena, saj so želeli najbolj kompetentne sogovornike, ki imajo na tem področju veliko znanja in izkušenj. Mi vsekakor vemo in smo pač prepričani, da se moramo kot regija sami interno zelo krepiti in mi kot regijska destinacijska organizacija smo tu zelo pomemben povezovalni člen, ne samo v kontekstu do lokalnih turističnih organizacij, ampak tudi do ponudnikov. In tekom vseh dosedanjih aktivnosti se je izkazal velik interes, da se želijo povezovati, da si želijo še več skupnih aktivnosti. Mi recimo v letošnjem letu smo realizirali prvič katalog ponudnikov, kjer je bil zelo dober interes, potem malo smo spremenili za sam kontekst nastopa na sejmih. Skratka, ogromno aktivnosti je, kjer smo že dobili pozitiven odziv in ravno zato smo rekli, da tudi na forumu to temo umestimo, ker je zelo pomembno, da damo neke nastavke, neke ideje, kako bi lahko pač ta javni zasebni sektor, oziroma če rečemo, in lokalne turistične organizacije in ponudnike med seboj še bolj povezovali. Poleg predstavitve turističnega foruma so na novinarski konferenci izpostavili tudi več drugih aktualnih tem in procesov, ki bodo pomembno vplivali na strateški razvoj Koroške. Med ključnimi poudarki je bil dogovor za razvoj regij, ki predstavlja eno najpomembnejših orodij za usklajevanje razvojnih prioritet ter za pridobivanje evropskih in državnih sredstev. Trenutno smo v bistvu v močnih, bom rekel, aktivnostih priprave vlog na ministrstva. Občine so sedaj nekako imele ta čas, pol leta, da so pripravili te končne dokumente, dokumentacijo in pa vse obvezne priloge. Tako da moram reči, da skoraj vsak teden sedaj pride kakšna nova vloga k nam v pregled in potem naprej tudi na ministrstvo. Tako da jaz računam, da večino od 19 projektov bomo imeli nekako prijavljenih na ministrstvo nekje v roku meseca, 2 ali 3. In potem bo začel teči tudi postopek usklajevanja z ministrstvom in potem pridobitev dokončnih potrditev. In kateri projekti za razvoj regije so najbolj nujni? Najbolj nujni so projekti, ki so že delno pripravljeni ali pa imamo že izbrane izvajalce. To pomeni, vemo, da projekt v Prevaljah, torej Park Jezero, je projekt, ki je že skoraj izveden in bi čim prej potreboval tudi potrditev za to, da lahko občina črpa tudi evropska sredstva. Potem pa seveda projekti kanalizacije in pa vodovoda, ki so tudi že zelo visoko pripravljeni in imamo ponekod že izbrane izvajalce. Imamo pa tudi že izbranega izvajalca tudi na določenih projektih zelene infrastrukture, kot je recimo na Muti. Tako da te projekte bi si resnično želeli nekako prioritetno obravnavati. Seveda pa vse občine želijo, da bi lahko nekako v naslednjem letu večinoma začele z izvedbo vseh projektov.
Poseben poudarek je bil namenjen tudi kolesarski dirki po Sloveniji, ki velja za eno najodmevnejših športno-promocijskih prireditev v državi. Koroška se znova aktivno vključuje v organizacijo in gostovanje etap dirke, s čimer krepi svojo prepoznavnost kot destinacija za športni turizem in outdoor doživetja. Kar pa se tiče kolesarske dirke, pa kot omenjeno, športni dogodki so izjemno pomembni za promocijo destinacije, zato nas izjemno veseli, da bo kolesarska dirka se pričela v Radljah ob Dravi in prepričani smo, da bo tudi obisk v takratnih mesecih, pa potem tudi naprej rezultiral, no, da se bodo tudi tu kazali neki rezultati za v bistvu turistično obisk Koroške. V zaključku sta bila predstavljena še dva pomembna projekta. Projekt Nature Friendly Rowing, ki spodbuja razvoj naravi prijazne veslaške infrastrukture in aktivnosti, vreden dobrih 600 000 evrov, ter projekt Pohorka 2, nadgradnja že obstoječega projekta, usmerjena v trajnostni razvoj gorskih območij ter krepitev zelenih turističnih produktov, vreden kar 4,6 milijonov evrov. Zveza delovnih invalidov Slovenije je naziv Občina po meri invalidov podelila tudi občini Šoštanj. Slovesen prevzem listine je potekal v torek v Vili Majer. Listina Občina po meri invalidov je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb svojih občanov. To je nam, bom rekel, ena izmed najpomembnejših poslanstev, ki jih, bom rekel, nekako udejanjamo poleg tega, da, bom rekel, zagovarjamo kot največja reprezentativna organizacija, zagovarjamo delovne invalide. In to je ta projekt Občina po meri invalidov je dejansko že 23 let, odkar se je pričel izvajati in smo zelo, zelo ponosni na to, da ga vodimo in peljemo in tudi, da je že letos bo 47. občina, ki bo prejela to listino. Občina Šoštanj je bila in je socialno naravnana in se mi zdi, da je izjemno pomembno za našo skupnost, da so vsi enako vključeni, da imajo vsi enake možnosti, predvsem pa ravno tisti, ki jim življenje ne prizanaša, ki jim zdravje to ne omogoča. In moram reči, da je danes en tak lep dan in mi ta podpis te listine res izjemno veliko pomeni, zato ker tudi sam poskušam delati v tej smeri, da predvsem pomagamo tistim najranljivejšim, tistim, ki najbolj rabijo našo pomoč. In sem vesel, da je tudi v preteklosti, ko še sam nisem bil na tej funkciji, občina skrbela, da je infrastrukturo izvajala v tej smeri, da je upoštevala tudi ranljive skupine. Mi pa smo to še nadgradili in tudi v prihodnje se s to listino, ki danes podpisujem, zavezujemo k temu, da bomo tudi v prihodnje skrbeli ali pa še bolj skrbeli za enako vključenost vseh v našo skupnost. Dogodek je res izjemna pridobitev za našo občino. Želeli smo si biti tudi mi občina po meri invalidov. Pripravili smo dober akcijski načrt, nekaj zadev smo že izpeljali, ugotovili smo, ko smo delali popis stanja po občini, lahko se pohvalimo, da smo prijazna občina invalidom, da marsikatero stvar že imamo urejeno. Čaka nas pa še nekaj dela skozi leta, nekako čez 5 let smo si jih razporedili in jaz verjamem, da nam bo uspelo vsako leto nekaj novega pridobiti. Ta listina pomeni predvsem za naše invalide in invalidke to, da bo za njihove potrebe in ne smem reči želje, predvsem za potrebe storjen velik korak naprej, da bo tudi življenje invalidov in nasploh vseh hendikepiranih oseb dosti lažje. Vem pa, zavedam pa se, da je občina Šoštanj z županom na čelu, bom rekel, ena prijazna občina, ki je že do zdaj zelo vzorno skrbela za te ranljive skupine, zdaj bo pač postorjen še korak naprej in da bo še marsikaj, kar mogoče še zdaj ni bilo postorjeno, v bodoče tudi postorjeno. Nad vsem tem bo bdel tudi Svet za invalide, ki je bil ustanovljen na občini Šoštanj in mi smo, oziroma jaz kot predsednik in vsi ostali člani sveta, smo tudi na nek način dolžni zdaj tudi malo bolj skrbeti še za nekatere stvari v Šoštanju. Mislim, da zglede vlečejo in vesel sem, da je občina Šoštanj tudi prijazna invalidom. Mi smo v tem projektu sodelovali kot društvo
za osebe z okvaro sluha in smo tudi predlagali tisto, kar mi rabimo. Ob dogodku, ki je poudaril ponosen in pomemben trenutek, so pripravili tudi krajši kulturni program. Dom kulture Velenje je v novembru obeležil 65. obletnico. Prva predstava na njegovem odru je zaživela 29. novembra leta 1960, od takrat pa stavba ostaja eno izmed osrednjih prizorišč kulturnega utripa v Velenju. Dom kulture Velenje je eno izmed osrednjih prizorišč kulturnega dogajanja v Velenju. Poleg pestrega programa za vse generacije je njegova posebnost arhitekturna zasnova, ki je delo arhitekta Otona Gasparija in velja za enega najkakovostnejših celostno oblikovanih objektov povojne moderne arhitekture v Sloveniji. Zato je zaščiten tudi kot kulturni spomenik. Danes s prostori v Domu kulture Velenje upravlja Festival Velenje. To je zagotovo hiša s prav posebno energijo, s prav posebnimi zgodbami. Seveda pa smo ponosni tudi na to, da je to zagotovo eden lepših slovenskih objektov in že ob tem, ko pridejo recimo obiskovalci na Titov trg in vidijo to čudovito pročelje, so nekako očarani. Verjamem pa, da mnogokrat očarajo tudi njegove vsebine in pa tudi vsi sodelavci, ki resnično delamo s srcem in pa z dušo. V 65 letih se je zvrstilo veliko predstav in drugih dogodkov v domu, še posebej so ponosni na vse lastne produkcije. Se pravi, to so te predstave, ki jih delamo sami, ki ustvarjamo v naši hiši in kjer tudi pridamo bodi si svoj režiserski vidik ali pa mogoče samo koordinacijo dogodka. No, tak je zagotovo naš prvi musical, ki smo ga pripravili. Gre za Čarovnika iz Oza. Še zdaj imamo v bistvu res kar kurjo polt, ko se spomnim, kako zelo srečni smo bili v produkciji prvega res velikega projekta. Zelo vesela sem tudi, da je tukaj nastala ena večja mednarodna plesna produkcija, imenovala se je Helium. In če se lahko pogledam še pred Dom kulture Velenje, tukaj pa zagotovo v mojem spominu dogodek iz leta 2012, ko smo bili del Evropske prestolnice kulture in ko smo tukaj gostili Carmino Burano. Res čudovit dogodek, ki ne bo nikoli pozabljen. No in seveda je potem tukaj še vrsta manjših dogodkov. Vsi dogodki Pikinega festivala, ki tudi potekajo v naših prostorih, so čudoviti. Pa tudi vsi manjši intimni dogodki, ki nekako zavzamejo recimo oder male dvorane in kjer začutimo neko čisto posebno povezano z ustvarjalci in obiskovalci, so vredni omembe. Ponosni so tudi na vsakoletne abonmaje. Namreč v abonmajih vendarle uprizarjamo nekoliko zahtevnejše umetniške zvrsti. Seveda v poplavi vseh komedij in pa bolj plehkih vsebin, ki se pojavljajo tudi na področju kulture, ostajamo zvesti temu, da delamo v javnem interesu, da delamo res dogodke, ki si nekako zaslužijo to ime. Jaz sem zelo vesela, ker so vedno zelo dobro obiskane otroške prireditve. To pomeni, da ne le da vzgajamo otroke na področju kulture in umetnosti, ampak tudi njihove starše, ki pridejo z njimi. Za vsemi dobrimi zgodbami so dobri in motivirani sodelavci z veliko znanja. Na festivalu Velenje nas je sicer 25 zaposlenih, ampak od tega jih približno malo več kot polovica dela tukaj, v tej stavbi. Sicer seveda delujemo še v galeriji Velenje, pa v kino Velenje. In jaz sem res vesela in pa ponosna, da že vrsto let skupaj soustvarjamo in da se imamo pri tem tudi vsaj večino časa lepo in pa prijetno in tudi prijateljsko. V festivalu Velenje so 65. rojstni dan svoje hiše praznovali kot običajno delovno. Torej, skušamo v mesecu novembru, prav rojstni dan je namreč 29. november, pripraviti prikaz naše lastne produkcije. Tako smo tudi letos pripravili premiero naše lutkovne predstave. Naredili smo več manjših dogodkov. Navsezadnje je bil tudi recimo slovenski šanson, ki je letos potekal v naših prostorih na nek način posvečen temu jubileju. Sicer pa res s projekti kulturne vzgoje, z drobnimi, obrobnimi vsebinami nekako praznujemo vse leto. Zagotovo pa bo tista obletnica, ki bo pa čisto okrogla, ne tako na pol, na 5 let, zaznamovana še na večje. In kaj se obeta Domu kulture v prihodnjih mesecih?
Hiši zagotovo želim nekaj posodobitev, tehničnih, lepotnih in izjemno vesela sem, da bo res po vrsto letih, ko čutimo, da je to potrebno, obnovljena tudi ploščad pred našim domom kulture Velenje. Tudi to je nekakšno darilo našemu res čudovitemu objektu. Kar pa zadeva vsebin, pa si želim, da nadaljujemo predvsem z umetniškim vidikom, ki sodi v naše prostore, da damo seveda prostor tudi vsem drugim projektom in vsebinam, ampak da vendarle ostane Dom kulture Velenje prijetno srečališče vseh, ki imamo radi kulturo, ki imamo radi umetnost in ki znamo o njej tudi globje premisliti in potem po predstavi tukaj v tej čudoviti avli tudi kaj poklepetati o tem. To si želim. Ob 600-letnici smrti Veronike Deseniške in 20-letnici Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje so na Celjskem gradu pripravili prireditev z naslovom Veronika Deseniška ekskluzivno. Okroglo obletnico 20 let delovanja je Zavod Celeja Celje v torek obeležil s prireditvijo na Celjskem gradu, ki je največji srednjeveški grad v Sloveniji. Na dogodek so povabili poslovne partnerje in druge podpornike, vključeval pa je poezijo, glasbo, modo in kulinariko. V resnici smo današnji dogodek pripravili kot zaključek celega cikla, ki smo ga v letošnjem letu, ko praznujemo 600. obletnico smrti Veronike Deseniške, pripravili številnimi prireditvi. In dejansko je današnji večer nekakšen preplet med sedanjostjo in preteklostjo, med legendo in resničnostjo. In tukaj se prepleta zgodba Zavoda Celeja Celje kot institucije, ki skrbi za kulturne prireditve in turizem v mestu Celje, v destinaciji Celje, in pa seveda ta neverjetna zgodba Veronike Deseniške, ki nas še danes praktično spremlja na različnih korakih, in te korake bomo skušali ujeti tudi v posameznih elementih nocojšnjega večera, tukaj v objemu obzidja Celjskega gradu, kjer je tudi ta zgodba Veronike Deseniške nekako pustila svoj pečat. Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje je ustanovila Mestna občina Celje leta 2005. Zavod Celeja Celje skrbi za kulturne prireditve, skrbi za mestni marketing, ki skrbi za promocijo turizma. Se pravi, ima izrazito razvejano dejavnost, obenem pa upravlja tudi z več objekti, med njimi tudi Celjski grad, ki je najbolj obiskana turistična znamenitost Celja. Upravljamo tudi s Celjskim domom, upravljamo z drevesno hišo, spominsko hišo Alme M. Karlin in pa tudi z prostorom začasne rabe GT8. Tako da v bistvu poleg vseh teh programskih vsebin, ki jih pripravljamo in ki jih zajema okrog 300 prireditev vsako leto, imamo tudi v upravljanju objekte, za katere skrbimo in jih tudi oživljamo z različnimi vsebinami, primernimi za vse objekte, ki sem jih prej že naštela. Veseli so, da Celje vsako leto obišče več turistov. Najbolj obiskana točka je Celjski grad, ki privabi okoli 90.000 ljudi letno. V resnici smo veseli, ker ko pogledamo, koliko imamo nekih prireditev z dolgo tradicijo, med njimi je Mladinski pevski festival, pa Srednjeveški dan, pa potem tudi obletnica drevesne hiše je bila leta. Skratka, en kup nekih obletnic, ki kažejo na to, da neko kontinuirano strateško delo prinaša tudi neke rezultate, hkrati pa seveda tudi izzive in obveznosti, kako naprej, kako vse te vsebine nadgraditi in z njimi privabiti tudi turiste in pa seveda tudi razveseliti in nekako privabiti medse lokalno prebivalstvo. Najprej smo, se pravi, prebivalci, tisti, ki tukaj živimo in ki ustvarjamo vsakodnevni ritem mesta in mestnih znamenitosti in pa seveda turisti, ki potem pridejo k nam in z njimi to tudi lahko delimo. Ravno v mesecu decembru je Celje še posebej privlačno. Pričel se je že sklop prireditev pod imenom Pravlično Celje, kjer do konca meseca decembra pričakujejo okoli 100.000 obiskovalcev. V Kulturnem domu v Šmartno ob Paki je bila v sredo medgeneracijska prireditev, ki so jo naslovili Ta veseli dan kulture od vrtca do babic in dedkov. Društvo upokojencev Šmartno ob Paki je bilo pobudnik in glavni organizator sredine prireditve v Kulturnem domu Šmartno ob Paki. Naslovili so jo Ta veseli dan kulture od vrtca do babic in dedkov. K sodelovanju pa so povabili tudi druga društva. Turistično društvo, mladinski center, kulturno društvo in naš glavni namen je medgeneracijsko srečanje
v katerem sta pomembni dve stvari. In sicer pokazati s pomočjo kulture, kako je možno medgeneracijsko sožitje. To medgeneracijsko sožitje pa med društvi in individualno, posamezno, od vrtca do babic in dedkov. S tem, da vidimo, kaj pravzaprav to sožitje pomeni, da drug z drugim veliko uspemo in da drug drugega potrebujemo in smo drug za drugega potrebni. Nastopili so otroci iz vrtca in šole, vesele babice z Zdravkom, prijatelji, harmonikarji in pevci. V avli kulturnega doma pa so pripravili kar 3 razstave. Ena je razstava, ki je pripravilo turistično društvo, in sicer po poteh naše kulturne dediščine občine Šmartno ob Paki. Drugo je delo, ki ga opravljajo v okviru Društva upokojencev, pridne roke naših pletil, različni izdelki, predvsem je njihovo delo humanitarno. No in tretja stvar pa je delo gospe Bernarde Kovačič, ki se ukvarja z unikatno keramiko. Modrost let in iskriva svežina mladosti skupaj ustvarjata ravnotežje, ki ga potrebuje vsaka skupnost. Medgeneracijsko druženje praktično obstaja vse povsod in je tudi prav tako. Čeprav se vedno zgražamo nad mladimi, ampak tudi mi smo bili nekoč mladi in mislim, da smo odrasli v zaupanja vredne ljudi. In to pomeni medgeneracijsko druženje, da pustimo mladim, da ustvarjajo svoje ideje, da iz njih raste njihovo, medtem ko starejši pa seveda prispevamo svojimi izkušnjami in potrpežljivostjo. V Šmartnem ob Paki smo že od nekdaj znani po tem, da radi sodelujemo med sabo, tako od vrtca pa praktično do Društva upokojencev. Prvi so na oder stopili vrtčevski otroci. Ja, mi smo danes pripravili ples, to je tak poseben ples, srečoples, se mu reče, in naučila sem otroke, ko vodim v vrtcu plesno skupino. Kaj otrokom pomeni, zelo je fajn, čim več tega stika z odraslimi in da se družimo, da tudi se predstavijo vse starostne skupine, ker tudi v vrtec, recimo še posebej zdaj v decembru, radi povabimo tudi kakšne babice, detke, ki nam pridejo pokazati kakšne sposobnosti, kaj zaplešejo, kaj zapojejo, tudi mogoče kaj nam pridejo speč pomagati, tako da se radi udeležujemo tudi teh zadev. Seveda nas je zanimalo, kaj pa otroci najraje počnejo z babico oziroma detkom. Z babico pa z detkom, z babico najraje pečem kekse. Jaz z babico rada pečem tudi piškote. Jaz z babico najraje delam potico. Lahko bi zaključili z besedami, da je medgeneracijski objem veliko darilo za vse. Otroci dobijo moč tradicije, stari starši pa mladost, ki jih opomni, da so še vedno pomembni. Ta veseli dan kulture 3. decembra so v galeriji Velenje praznovali z odprtjem nove razstave. V goste so povabili mladega akademskega slikarja Patrika Dvorščaka. V prazničnem decembru so v galeriji Velenje odprli še zadnjo letošnjo razstavo. Tokrat so k predstavitvi ustvarjalnosti povabili enega najprepoznavnejših in uspešnih umetnikov mlajše generacije. Leta 1995 rojeni Patrik Dvorščak prihaja iz Ribnice. Leta 2017 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani na programu slikarstvo. V letu 2022 je tam zaključil tudi magistrski študij. Trenutno živi in ustvarja v Ljubljani. Razstava v Velenju je naslovil Purum Lutum, kar v prevodu pomeni čisto blato. Jaz pravim, da morajo priti obiskovalci z odprtim srcem, z odprto vizijo, mišljenjem na to razstavo. Kajti Patrik, na prvi pogled, njegova dela so zelo groteskna, zelo mogoče malo strašna, ampak niso. Govori predvsem o tem, o
tem, kako je človek lahko razkrojen na dva polja. Govori o tisti neki prvinski globini človeka, ki jo velikokrat potlačimo, ampak iz nas še vedno nekako deluje. Ustvarja z zelo razlikimi tehnikami, velikokrat vidimo neko mešano tehniko na platnu, v zgornjih prostorih galerije vidimo tudi inštalacijo, ki je postavljena sredi prostora, pa tudi kar nekaj risb, ki jih je narisal. Patrik Dvorščak se v Velenju predstavlja prvič. Gre za njegovo doslej najbolj obsežno samostojno razstavo. Še nikoli nisem razstavljal dela stara 2 leti, pa do zdaj nekako največji opus. Razstava obiskovalca vabi k iskrenemu soočanju z ranljivostjo, notranjimi impulzi in vprašanji o smislu bivanja v času, ko nas pogosto preplavita hrup in odtujenost. Ne morem govoriti tako za gledalca, ker prije ponavadi najbolje do dogovorov med mano in gledalcem, kaj on v bistvu občuti ob slikah, upam, da kaj sploh. Ampak načeloma se ukvarjam z neko dvojnostjo narave človeka, temu, da teži v bistvu k nekemu nadzoru narave in potem hkrati išče neko pripadnost. In ja, to nekako v trenutnem sistemu ne paše skupaj. Meja med tem je dosti zabrisana. In kaj bo prevladalo, je optimist ali pesimist? Jaz skušam biti čim bolj realen, kar se da. Ne pesimističen, hkrati pa ne toliko optimističen. Mislim, da bi se mogli na človeka gledati bolj kot hkrati neko biološko bitje in hkrati neko mentalno bitje, ki je izjemno sposobno, ampak se te izjemnosti mora zavedati, kaj s tem povzroča tako. Ob odprtju razstave izbrane nagovorila tudi podžupanja mestne občine Velenje Aleksandra Vasiljevič. Razstava bo na ogled do 8. januarja 2026. To je bilo vse v današnji oddaji VTV Magazin. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Lepo se imejte še naprej in nasvidenje.